Direktor javnega podjetja Komunala Sevnica je na seji predstavil revidirano letno poročilo poslovanja družbe v lanskem letu. Po Udovčevih besedah je bilo leto 2018 uspešno, predvsem pa investicijsko naravnano, tako pri dejavnostih gospodarskih javnih služb kot pri dejavnostih tržnega značaja. Predvsem pa smo zelo veliko investirali tudi znotraj samega podjetja v nove pridobljene poslovne prostore, tudi drugo gradbeno mehanizacijo in opremo, tako da smo se malo tudi posodobili in opremili za nadaljne aktivnosti, ki sledijo v tem in naslednjih letih. V lanskem letu so za investicije namenili 460 tisoč evrov. Drugače pa poslovno leto smo zaključili z skoraj milijon evrov več prihodkov, kot je bilo prvotno načrtovano. Razlogov je več, zelo smo se angažirali na teh investicijah, ki jih razpisuje praviloma občina Sevnica, smo bili pri tem zelo uspešni. Nekatere investicije lanskega leta tudi nadaljujemo v letošnjem letu, tako da smo poslovno leto, kar se tega tiče, prihodkovno zelo uspešno realizirali. Na drugi strani kar tudi nekaj odhodkov, tudi nekih tekočih zadev, tudi v okviru samega podjetja, tako da smo leto zaključili s pozitivnim rezultatom, kar je pa tudi osnovni namen gospodarskih javnih služb, tržnih dejavnosti, da se ne ustvarja pretiranega dobička, ampak da se bolj osredotočimo na razvoj in pa na obnovo sistemov. Presežka je bilo za dobrih 20 tisoč evrov. Konec leta pa je področje ravnanja z odpadki na državnem in posledično lokalnem nivoju zaznamovalo neprevzemanje mešane komunalne embalaže strani družb za ravnanje z odpadno embalažo. Ja, proti koncu leta smo se komunalna podjetja v Sloveniji soočala z neprevzemom odpadne embalaže, se pravi, iz ekoloških otokov do uporabnikov smo komunalna podjetja prevzemala embalažo, je tako kot veleva zakonodajo začasno skladiščila na zbirnih centrih, potem pa je prišlo do neprevzemanja te embalaže strani embalažnih družb, tako da smo bili kar polni te embalaže, potem za pogodbo med ministrstvom in izbranim izvajalcem en delež embalaže oddali, preostanek pa še čaka, da država poskrbi za končno dispozicijo.